Šali, zastave, prepevanje navijaških pesmi in še marsikaj je prispevalo k vzdušju, ki ga lahko vidimo na evropskih stadionih. Nogometaši Maribora so se navijačem izdatno oddolžili in z visoko zmago 4-0 ugnali goste iz Ajdovščine. Tako se je slavje pričelo. Množica navijačev je ob koncu tekme vdrla na igrišče in pozdravila svoje junake. Iskali so se podpisi, del športne opreme ali pa le objem. Kapetan Matjaž Kek je zmagoslavno dvignil pokal, slavje pa se je preselilo na ulice. Maribor je danes doživel pravi nogometni praznik. Več kot 7000 gledalcev je novim in starim prvakom pripravilo ambient, ki se ga ne bi sramovali niti najbolj slavni evropski klubi. Njihovi ljubljenci pa jih tudi tokrat niso razočarali. Zaigrali so odlično in povsem nadigrali goste iz Ajdovščine. Povedli so že v 8. minuti, ko je zadel Friedl. Tudi po vodstvu pritisk vijolic ni popuščal, še v prvem delu so povišali prek Filipoviča. V nadaljevanju pa je z 2 goloma znova zablestel mladi Marko Kmetec in postavil končnih 4-0. Slavje se je tako lahko začelo in to bo zagotovo še ena nepozabna noč za mariborski nogomet. Nogometna mrzlica v štajerski metropoli je trajala že od predzadnjega kola, ko je bilo jasno, da bo prav tekma s hitom odločala o novem prvaku. Za dodatno popestritev vzdušja so poskrbele Viole, ki so v petek slavile 10. obletnico obstoja. Danes pa je bil Maribor povsem v znamenju nogometa. To je bilo čutiti na ulicah, v lokalih in predvsem pred stadionom. Klub je v sodelovanju s policijo in podjetjem Varnost okrepil nadzor, tako je bilo potrebno za vstop na stadion nekoliko počakati. Pad so prepovedani ostri in trdi predmeti, pirotehnična sredstva in vse drugo, kar je lahko nevarno. Skupaj je za varnost skrbelo skoraj 300 varnostnikov in policistov. Navijači pa so na različne načine pokazali pripadnost vijoličastim. Potek tekme se obrnil na stran vijoličastih. Veselje skoraj 10 000 glave množice je bilo nepopisno. Nov, tretji zaporedni naslov je prišel v Ljudski vrt. Kljub prazničnim dnem, v katerih je Maribor skorajda na pol preseljen, pa je živahnost okoli stadiona skorajda uro pred tekmo napovedovala, da ne gre za navadno tekmo. Tega so se še najbolj zavedali tisti, ki so si hoteli v živo ogledati derbi, po katerem bi Mariborčani že v primeru neodločenega izida pričeli s proslavljanjem 4. naslova državnih prvakov. Seveda pa so bili razlogi za ogled tekme različni. Užitek je bil le eden izmed razlogov za obisk. Viole so se spraševali, kje so Green Dragonsi, ki so napovedovali prihod v Maribor. Na začetku tekme jih še ni bilo. Đuranović. Liton Bozgo nekoliko prenizek v skoku in vodstvo Mariborčanič. Amir Karić. Maribor Pivovarna Laško po nekaj več kot 20 minutah igre upravičeno vodi z 1-0 strelec Amir Karić. Poglejmo še enkrat. Podaja kapitana Đuranovića s čeladami. Kot vse kaže, bodo varnostniki zapustili tisti del igrišča, kjer so nogometaši Maribora, ki sedaj tudi vodijo z 2-0. Sedaj pa na svetlejšo plat včerajšnje zgodbe, vsaj kar se tiče nogometašev Maribora Pivovarne Laško. Za včerajšnjo zmago so si zagotovili 4. naslov državnih prvakov.